Dober večer in lepo pozdravljeni v novi oddaji Halo zobozdravnik. Če vas mrazijo v pogledu na koledar, ker se znova bliža obisk zobozdravnika, potem ste nocoj na pravem mestu. Tu smo zato, da vam pokažemo, da je obisk zobozdravnika pravzaprav lahko zelo pozitivna izkušnja. To nam bo potrdil tudi naš že stalni gost, to je dr. Jure Robič, vodja zobozdravstvenega centra Diamant. Lepo pozdravljeni. Dober večer. Zelo se mi zdi pomembno, to večkrat poudarjava, ker ogromno ljudi še vedno obstaja, ki imajo veliko strahu pred zobozdravnikom, pa ste vendarle zelo običajen človek. Ja, seveda, tako kot vsak normalen človek. To je tudi najbolj smešno, ko se potem, če delaš v domačem kraju, kjer si odraščal, naenkrat postanejo te ljudje, ki si jih vsak dan srečeval, tvoji pacienti, slej ko prej, ali pa ko greš, ne vem, v trgovino, en nakupovalni center in ne mine obisk, da ne bi srečal vsaj enega ali dva svoja pacienta. To je pač prednost ali pa slabost domačega manjšega kraja. Večina pacientov verjetno misli, joj, kaj si tale dr. Robič zdaj misli o meni in mojih zobeh. Verjamem, da si vi pravzaprav naših zob ne zapomnite, razen po zobeh. Dejansko si zapomnimo stvari, ki smo jih delali. Če je bilo kaj zanimivega, to se včasih prej zapomne kot ime. Marsikoga prepoznaš po obrazu in točno veš, kaj ima v ustih, se pa ne spomniš imena ali priimka. Ja. Danes bova govorila o protezah. Tudi ena na videz morda neprijetna tema, morda veliko ljudem ni prijetno govoriti o tem, ampak a pravzaprav so še proteze takšne, o kakršnih mi razmišljamo, ali zdaj to nek čisto nov sistem? Zobna protetika se je spremenila, osnove ostanejo pa še vedno enake. Žal, ko se enkrat zobje izgubijo, smo postavljeni pred dejstvo, da jih je treba nadomestiti. In v veliko primerih je to nadomeščeno z eno zobno protezo. Velikost proteze je pač odvisna od tega, koliko zob izgubimo. Vkolikor človek izgubi vse zobe, potrebuje totalno protezo, ki tudi še danes izgleda takole, kot, bom rekel, kos plastike, ki se ga da v usto in prekrije celotno nebo in se pripne samo s silo vakuma. Vkolikor se kakšen zob manj izgubi, pridejo upoštev ali neki mostički, vkolikor pa ni možno, vkolikor ni nosilcev, na katere bi lahko naredili mostiček, pride pa spet v upoštev ena parcialna delna proteza. Tako da mogoče lahko pokažemo, kako to izgleda, če pač manjka človeku nekaj zob tukaj, te, ki so v protezi, so manjkajoči, te pa ima, in se pač na tak način z eno snemno protezo reši. Ko bo kamera malo bliže pokazala. Tako, Tem imamo različne stvari, se pravi tudi totalna proteza, v primeru, da ima dva zoba, se lahko na ta dva zoba naredijo, mi rečemo teleskopi ali konusi, ki učvrstijo to samo protezo in olajšajo življenje pacienta. Vedno, kadar mi se borimo za vsak zob. Vsak zob, ki je vreden, da ga ohranimo, ki bi lahko bil nosilec neke proteze, ga skušamo ohraniti in s tem človeku omogočiti tudi s protezo boljšo kvaliteto življenja in žvečenja. Če pa zobe izgubimo, dobimo to protezo takoj, moramo na njo čakati, kako dolgo smo potem dejansko brez zob, to je verjetno zelo neprijetno. Ja, dejansko se lahko proteza naredi vnaprej. Da jo mi pripravimo, preden zdremo zobe, se pravi, odtis vzamemo prej, tehnik tiste zobe, ki jih mi nameravamo izdreti, poradira in nam naredi protezo, ki bo nadomestila te zobe. Se pravi, da ko mi zob izdremo, imamo že takoj pripravljeno protezo, ki jo vstavimo človeku. Glede tega, kako je napredovala sama zobna tehnika, je pa tako, otisni materiali so se dosti spremenili. Danes imamo mi polieterske in silikonske otisne materiale, včasih so celo z mavcem v ustih otiskovali, predstavljate se, kako je to bilo, in potem mavec razbili in ga zunaj ust spet ponovno sestavili in je na podlagi takšnega otisa potem zobotehnik moral narediti proteza. Tu je šlo seveda v zadnjih letih bistveno naprej. Za zanimivost lahko pokažemo, kako so si včasih pomagali s sliko, na kateri se vidi, kako so si včasih pomagali s
sesavčkom, ko niso mogli narediti proteze, ki bi na vakuum prijela zaradi slabih otisnih materialov, ampak so v protezo, vidimo na levi sliki, ugradili takšen čep, ki se je prisesal na nebo in je to fiksiralo protezo. Po drugi strani je bil pa to problem, ker je ta prisesek v ustno sluznico na nebu naredil dobesedno luknjo, stopil kost. Ampak ja, na tak način so si včasih pomagali, ko še ni bilo takšnih materialov. Danes so proteze trde, žulijo, imate kakšne mehkejše materiale? Ja, osnova je še vedno neke proteze je trda. Mi zobozdravniki želimo, da je proteza trda, zato da tudi, če se na zobe naslanja, hočemo, da je trda, da se ne zvija, zato da zobe obremenimo z neko enakomerno silo, ki se ne spreminja levo-desno, ampak samo v določeni smeri tam, kjer mi želimo. Zato, ker slaba proteza lahko razmaje zobe nosilce. Tega si pa ne želimo, ker potem naredimo človeku medvedjo uslugo, nadomestili smo mu nekaj zob, zaradi tega, ker je nosil protezo, ki je bila pripeta na druge zobe, ki je pa zdaj tisto izgubil. In tu je tudi dilema, ki je bila na to, kaj krije zdravstveno zavarovanje, zato ker včasih je zdravstvena zavarovalnica plačala navadno akrilatno protezo z žičnimi zaponami. Se pravi, ko je tehnik žico zapognil ob zobu in tega se ne da narediti, bom rekel, v večini primerov, tako da bi bilo naleganje popolno in da bi se sile prenašale tako, kot se morajo. Zato je bila ta proteza tudi strokovno oporečna. Nekaj let nazaj se je zdaj to spremenilo, tudi po pravilih zdravstvenega zavarovanja, da plačajo protezo z ulito bazo, ki je neprimerno boljša z tega vidika prenosa sil, glede funkcije in tudi potem trajnost take proteze je daljša. Hkrati pa, če proteza žuli v določenih primerih, ker moramo vedeti, da proteza nalega direktno na ustno sluznico, pod sluznico ali dlesnjo je pa kost. Lahko v določenih primerih, ko je ta dlesen tanka, privede do bolečin in če ne moramo mi z nekim prilagajanjem proteze, da jo na tistem mestu pobrusimo, zadeve rešiti, se lahko protezo podloži z mehkim silikonskim materialom. Takšna proteza je potem dosti bolj prijetna za nošenje, hkrati pa tudi boljše sesa, sploh totalna proteza. Ima pa spet slabe strani, da je treba to podlogo, mehko podlogo, večkrat obnavljati, zato ker ni tako trpežna. Je pa slišati, da je to kar ena velika znanost, in iz tega verjetno tudi toliko razlogov, zakaj nekoga proteza žuli, zakaj jo nekdo zelo dobro nosi. Verjetno je ogromno razlogov. Je en sam razlog, zakaj nekdo proteze ne more dobro prenašati? Dejstvo je, da je v izdelavi protez ogromna razlika, tako kot je pri vsaki stvari na našem svetu. So dobri terapevti, so slabi, so dobri zobnotehniki in so slabi, pride do napak v presoji, napak pri jemanju griza, morda že v osnovi pri odtisu, ali gre kaj narobe v vmesnih fazah, ker izdelava ena proteza je večfazni proces. Zato je pomembno, da je res vse narejeno tako, kot mora biti, oziroma da se vsaka napaka sproti odpravi. Ne na koncu, ko je proteza že narejena, potem pa človek da usta pa pač ne paše ali jo prevrača. Skratka, treba je veliko faktorjev upoštevati za eno kvalitetno zobno protezo in to ni enostavno. Morda je s ceno, ki so jo pač pripravljeni plačati, recimo zavarovalnica ali kdorkoli, v tem problem, ampak pomembno je tudi, da ima terapevt neko kilometrino. Bova tole kilometrino malo prekinila s telefonskim klicem. Dober večer, kdo je z nami? Dober večer, pozdravljeni. Povejte. Sonja pri telefonu. Mene zanima, moj oče ima zgori, moja proteza mu je odpadla, pa me zanima, zdaj si pa ne upa priditi do zobozdravnika, da bi to rešila, to najlažjega potolažili, da bi to po najkrajši poti se uredilo. To, da mu je proteza padla, mislite, da on ima protezo, ki mu ne drži, ali je imel morda nek mostiček ali kombinacijo? Ja, imel je kombinacijo, pa je vse skupaj mu ven padlo in zdaj je brez zobov in je katastrofa. Ja, poglejte, najboljša stvar, ki mu jo lahko rečete, da slabše kot je, ne more biti, mora premagati ta strah, ni treba, da ga je sram, veliko ljudi je še vedno sram. To je pač
to je najmanjši razlog, ki bi ga mogel odvračati od obiska zobozdravnika. Vedeti morate, da mi smo profesionalci, mi delamo s tem vsak dan. Nam ni nič težko, pa nič, vse naredimo za pacienta. To je naše poslanstvo. Sploh nima zob, ne? Zdaj, mislim, brez zobe. V vsakem primeru lahko dobi pa totalno protezo, če nima zob. Ni treba, da je brez zob. Ja. V redu? Prepričajte ga in bo vse v redu. Da se oglasimo, ker to... Ja, v redu. Hvala lepa, lahko noč. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Morda tudi vse ostale poslušalce in gledalce povabimo, da nas seveda pokličete v studio in povprašate kaj o zobnih protezah ali pa nasplošno o zobozdravstvenih težavah, ki vas pestijo. Morda tudi zato, da se opogumijo, ne, da pridejo Tako. potem na obisk, k vam pa je kakšna stvar osebno bolj lažje rešljiva. Kako je s protezami? Kako jih čistimo, vzdržujemo, da nam dolgo služijo? Če lahko tehniki pokažejo kar eno sliko, kjer se vidi, kako čistimo zobno protezo. Za vsako zobno protezo mi priporočamo, da se čisti s krtačo. In to s preprosto krtačo za nohte, mi rečemo kirurška krtača, ampak v vsaki trgovini prodajajo, ali pa obstajajo za to neke namenske večje zobne ščetke. V glavnem, s to krtačo zobno protezo umivamo z detergentom, ki naj bo neabraziven. Lahko je kar navadno tekoče milo. In to tekoče milo potem dobro speremo in to je to. Pomembno je, da se ne umivajo proteze z zobno pasto, ker to lahko spraska proteze, če je to abrazivna zobna pasta. To je verjetno kar pomemben podatek. Ja, ne? je, Se ker je srečujete veliko napak. Dober večer še nekomu, kdo je z nami? Dober večer. Dober večer. Marija pri telefonu. Jaz imam eno vprašanje, mogoče malo tako zapleteno, ne vem, stara sem 70 let. V teh letih sem imela zelo mlada, mislim, preoblečene zobe spodaj in tudi zgoraj, 4 od zgoraj, 3 od spodaj. Ja. Pred 14 leti sem imela zadnjič preoblečene. Ampak jaz imam ugriz, ne vem, kako bi vam povedala, od zgornje čeljusti navznoter. Ker vsi ljudje imamo čeljust, da grejo zgornji zobi, Preko bom spodnjih. rekla, preko spodnjih. Meni pa gre navznoter, ne. In to je malo komplicirano. In ko so me zadnjič preoblekli zobe, so me iz Kopra poslali v Postojno. Ja. In je bil starejši en gospod zobozdravnik, specialist, zelo dober, da mi bo on s povečanimi, kako bi rekel, da mi bo dodal še prav par zobov, da bi mi to nekako prišli zobi zgornji čez spodnje. Ja. Ampak to mi je izgledalo, kot da bi imela eno potkev. Ja. Me razumete? Ja. In on je rekel, gospa, če se vi ne počutite dobro, je rekel, vse za manj, da vam to naredimo, ker ne boste bila zadovoljna. Res je. Zdaj pa po tolikih letih, gospod doktor, meni se je, ne vem, ali se mi je čeljust stisnila, ali kaj, se mi zgoraj odpirajo te zobje. In mi hodi hrana notri in vse, karkoli pojem, jaz si moram iti takoj zobe umiti, ker se mi tam ustavlja hrana. Kaj je za narediti? V redu. Hvala lepa Hvala za za vaše vprašanje. vprašanje. Lep večer. Nasvidenje. Tako, gospa ima skeletno, bom rekel, nepravilnost. Tako kot je sama omenila, normalno imamo zgornje zobe preko spodnjih, pri njej pa ravno obratno in to oteži izdelavo protetike. Ali? Ampak tako kot so ji že svetovali, če se ona s to novo, bom rekel, pravilno postavitvijo zob, da bi bili zgornji preko spodnjih, ni strinjala, nima smisla. Problem je, da to je njena skeletna značilnost. Njene kosti so tako raščene in v takem primeru, če gre za to, da je brada res toliko naprej preko sprednjih zob, nima smisla jih postavljati preko. Do neke mere ima, če je pa to preveč, da bi izgledalo nenaravno, pa nima smisla. V takem primeru se postavijo tudi te novi protetični zobje za spodnje, tako kot je mati narava dala in v tem in naredimo pač v tem stanju stabilen in fiksen gris in povsem normalno ljudje s tem funkcionirajo.
To, da se pa zdaj zobje razmikajo in da je spodaj se nabira hrana, kakor sem zastopil, je tu problem v tem, da ima ona nekaj zob oblečenih, nekaj je pa na protezi. In z leti se naše čeljustne kosti topijo, sploh pod protezo. Kjer proteza preveč pritiska, se kost spodaj topi. Nastane prostor, mrtev prostor, v katerem se potem hrana nabira. Zdaj jaz priporočam, da se naredi najprej en pregled, da se ugotovi razlog, zakaj se ji zobje razmikajo, verjetno je to parodontoza. To, da se ji pa nabira hrana pod zobmi, se bo pa rešilo ali s podložitvijo proteze ali pri njej verjetno bo prišlo tudi slej ko prej do izdelave neke nove protetike. A ne? Ko delate proteze, kako izgledajo potem te zobje? Si stranke lahko same, da v narekovajih rečem, izmišljujejo ten zob ali pa kakšen drugačen izgled, ali naredite proteze za vse približno enake? Tako je. Ena proteza, če govorimo o neki totalni protezi, ali pa spet neka druga, ima zobe konfekcijske. Te zobe mi kupimo od raznih proizvajalcev, so boljši, so slabši proizvajalci, eni imajo lepše zobe, drugi imajo, bom rekel, bolj enostavne, eni imajo te zobe narejene iz 4 plasti, drugi iz 2, to je odvisno od cene, se pa potem glede na obraz izbere oblika zoba, nimajo vsi enakih, ampak bom rekel, generalno imajo pa vsi ljudje z recimo okroglim obrazom zelo podobne zobe. Z oglatim, spet oglate zobe in neki s trikotnim obrazom, spet zobe, ki bolj spominjajo na trikotnik, zato ker to plaše na harmonijo obraza. Potem pa se izbira še velikost zob, glede na širino in razpored v čeljusti in barva. Barva je pa po barvni lestvici. Jaz vedno tako rečem, kadar se delajo neki kompleti, ko se vse na novo naredim in imajo pacienti pač željo za neko barvo, jim rečem, da vi si lahko zberete, kar hočete, meni je vseeno, če se boste vi dobro počutili z neko zelo svetlo barvo, ker tako je, starejšim ljudem, ki posivijo, dejansko zelo lepo pašejo beli zobje, ker jim paše na ton kože, na barvo las, in tudi na beločnice. Pomembno je gledati oči, kakšna je barva beločnice okoli šarenice, in če je tam neka svetla, sivkasti ton, bojo tudi beli zobje takmu človeku zelo lepo pristali. Okolikor pa ima neke svoje zobe, se pa potem izbira. Koliko pa imate pravzaprav stran, ki bi želeli imeti res snežno bele zobe? Tudi to je en tak lepotni trend sodobnega časa. Veliko, to je zelo pogosta želja. In če se le da, ji ustrežemo. Je to priporočljivo ali marsikomu rečete, ne, to vam pa ne ustreza? Včasih smo morda malo bolj konzervativni in potem skupaj izberemo barvo, za katero mi mislimo, da bi bila v redu in da se tudi pacienta potem pripeljemo, da bom rekel, enake ugotovitve, skupaj vse naredine. Predpostavljam, da si večina ljudi zelo težko izbere, kaj jim paše. Kako pa vemo, kaj nam pravzaprav paše? Ravno tako kot pri recimo izbiri pohištva, včasih rečemo, ne vemo, če nam bo to sodilo v dnevno sobo. Ravno tako ne vemo, kakšni zobje nam bodo pristrojili. Tu bom jaz rekel, da je pametno poslušati nas, ki vsak dan delamo s tem, zato ker bom rekel, mi dosti hitro izberemo barvo, če se nam ni treba prilagajati na zobe, ki so že v ustih. Bom rekel, ko človeka pogledaš, ko vsak dan naredimo tuk pa tulk ali protez ali umetni zob, že vemo, katera barva potem v resnici izpade. Govorila sva že o totalni protezi. So z njo potem kakšne težave lahko, jo vsi enako dobro sprejmejo? Različno. Jaz vedno rečem, zdaj imate totalno protezo, ker ste izgubili zobe, zdaj naslednja varianta je samo, da gremo na implantate. Jo imate, treba jo je sprejeti. Potrudili se bomo, da jo prilagodimo vam, da vas ne bo žulila, da vas ne bo nabruhanje sililo, da bo griz tako, kot je treba. Definitivno mora pa človek tudi v glavi narediti preskok in to sprejeti. Načeloma s tem ni problem. In to res ljudje dobro sprejmejo, ker na konec koncev, ko si enkrat v tej situaciji, se moraš prilagoditi. Je pa seveda, so danes tudi te pripomočki, da se ali prilepi ali kakorkoli drugače, je pa tudi treba spremeniti način življenja. Mogoče kakšno hrano je treba dati iz jedilnika.
Bova v tem po kratkem predahu, ki si ga bova zdaj privoščila. Ostanite z nama, pa se kmalu vrnemo. Dobrodošli nazaj v studiu. Še vedno je moj gost dr. Jure Robič, s katerim govoriva o zobnih protezah nocoj in z veseljem bo odgovoril tudi na kakšen vaš klic, če mu boste seveda postavili vprašanje, če imate kakšno težavo z zobno protezo, če se na njo pripravljate ali pa imate morda zdrave zobe in si želite samo kakšnega lepotnega popravka, teh ste verjetno še bolj veseli, ne? Ja. Imate kakšne izbrane teme, o katerih radi govorite in hkrati jih tudi delate? Ja, vse te estetske stvari so, bom rekel, dajo največ zadovoljstva nam, ker so, bom rekel, težje za narediti, je izziv za nas, hkrati je zadovoljstvo pacienta to največje. Je pa naše vodilo tudi, da vsaka protetika, ki jo naredimo, mora biti estetska, ne? Zato se pač, jaz imam nerad reči, da delamo estetsko zobozdravstvo, zato ker vse, kar se naredi, mora biti estetsko, ne? Nobena proteza, če ima še tako dobro funkcijo v ustih, pa ni estetska, ki ne izgleda lepo, ki se človeku ne poda, ne moramo govoriti o uspehu, ne? Uspeh je dosežen takrat, ko se ta protetika harmonično odela v vizualno podobo človeka, ko lahko on z njo normalno funkcionira in je. Tako da vabiva gledalce, da nas pokličete v studio in vprašate, kar opogumite se. Zdaj niste pravzaprav v zobni ambulanti, niti v čakalnici, zato je morda še lažje. Če nadaljujeva, kjer sva ostala, govorila sva o tem, da je treba morda pri uporabi proteze malo spremeniti tudi prehrano. Na kakšen način? Ja, predvsem lepljive stvari so lahko problem, a ne? Kakšni lepljivi bomboni. Medtem ko žvečilni gumi nekateri pacienti prav radi žvečijo tudi s protezo, a ne? In potem dobiš včasih morda vprašanje, ki se mi zdi nenavadno, ali se bom lahko žvečil, ali se žvečilka prijema na protezo in ja, to zna biti problem, a ne? Pač stvar, na katero mi niti ne pomislimo, nekaterim ljudem, ki so pa navajeni na žvečenje, pa to predstavlja velik problem. In ja, hkrati je tudi proteza bolj dovzetna na zabarvanja. Naprimer, cigaretni dim katran se ravno tako kot na zobe prime tudi na protezo in jo, bom rekel, s časom zmanjša njeno estetsko privlačnost. Bova sprejela telefonski klic, pa potem nadaljujeva. Dober večer komu? Halo. Halo, dober večer. Ja, dober večer želim. Mene pa zanima, bi rad doktorja vprašal, a so implantati doživljenjski, pa je to? Hvala za vprašanje. Tako, glede implantatov in doživljenjskega stanja je zdaj ta problem. Jaz vedno rečem, jaz vam želim, da vam ne bi bili doživljenjski, da boste dolgo živeli, a ne? Hkrati pa moramo gledati tudi nekje realno. Zdaj, veliko je vprašanj glede tega, kako dolgo implantati trajajo. Tako je, vsi implantati, ki so narejeni po letu 2000, so drugačni kot tisti, ki so bili pred 2000. Površina implantatov se je spremenila. Včasih so bili mašinsko obdelani, gladki in te implantati pred letom 2000 so se s kostjo sprijeli samo v 80%. To so najboljši kirurgi imeli 80% uspešnost. 20% se jih ni prijelo, ampak ko se je tisti implantat urasto, lahko rečemo, da je bil pa res skoraj za večno. Te novi implantati, ki jih imamo pa po letu 2000, so pa še se razvijajo. Lahko rečem, da v zadnjih nekaj letih res ni bilo več novih sprememb, ampak ne zdi se mi pošteno do pacientov, da bi jim rekel, to bo doživljenjsko, zato ker tega ne morem jamčiti. Njihovi zobje bi morali biti doživljenjski, pa niso. In kako naj jaz jamčim za stvar, ki je zobni nadomestek, je slabša, kot je naravni zob, to je treba povedati. In pač ne moremo, ampak lahko pa rečem nekaj. Se pravi, najdlje, kar lahko rečemo, je 18 let, da imamo izkušnje s sodobnimi implantati.
stare pustimo, je drugačno, ne moramo vleči naprej. 18. In v teh 18 letih se je izkazalo, da določeni principi delujejo odlično, določeni dobro, nekateri slabo. Da so nekatere površine, se zdaj izkazuje, da tudi, bom rekel, en od vodilnih proizvajalcev je imel površino implantata takšno, da se na dolgi rok pojavlja pri teh implantatih več vnetja dlesni ob implantatu, periimplantitisa mi rečemo. In potem je debata je o tem, kako naj bo povezan implantat z nadgradnjo, kje naj bo ta spoj, ali ne bo pod dlesnjo, ali naj bo oziroma nad dlesnjo, naj bo v dlesni ali naj bo pri kosti. Skratka, tu je zelo pomembno, da pri izbiri implantološkega sistema, to je sicer na strokovnjakovi strani, ki pa je večkrat žal na podlagi cenovnih okvirov ali rekel tudi neznanja izbrana narobe, da se vgrajujejo implantati, ki za današnje čase ne predstavljajo nekih sodobnih smernic, s katerimi vemo, da niso perfektni rezultati. Po drugi strani imamo pa sisteme, za katere zdaj 18 let vemo, da delujejo odlično, da jih imajo naši pacienti notri vrsto let brez težav in mislim, da je treba pač iti v napredek. Tudi sam za sebe lahko rečem, da sem zamenjal 3 implantološke sisteme oziroma 2 sistema po vrsti povezave. In če smo pač videli, da se nekaj ne obnese oziroma da se drugo obnese boljše, zamenjamo. In to nas tudi ne sme biti konec koncev sram pred pacienti. Reči, pred 5 leti smo delali nekaj, danes delamo drugo, ker mi moramo vedeti, da ko mi zaključimo študij medicine ali dentalne medicine, na koncu študija ali pa po 5 letih po koncu študija je polovica tistih stvari, ki smo se jih učili na fakulteti, velja za zmotno. Ampak problem je v tem, da nihče ne ve, katera polovica, zato je pomembno, da se izobražujemo. In če zamenjamo sistem, ni to nič slabega, če gremo na boljšega, če imamo nek napredek, to je evolucija. In večina proizvajalcev da doživljenjsko garancijo na implantata, ampak to spet pacientu nič ne pomeni. Bom rekel, tudi sistemi, za katere si upam trditi, da niso dobri, nudijo doživljenjsko garancijo, ampak to pomeni garancija na implantat, da ne bo implantat počel. Ne garantirajo pa, da bo implantat v kosti ostal, ker tudi, če vam proizvajalec garantira ali vam da nov implantat in vi nimate več kosti, v katerega bi lahko to vstavili, bi rekel, da ni ta garancija zame nič vredna. Želimo si implantat, ki bo ostal v kosti, v katerem se kost ne bo topila. Če bomo imeli res dober implantološki sistem oziroma dober sistem, nam kost celo zraste nad implantat in tam ohranimo jo. Je pa pomembno seveda tudi, da se dela redno kontrola, higiena, da imamo ob implantatu čvrsto poraženevajočo dlesen. Če ni že v štartu okoli implantata čvrsta dlesen, katero lahko mi z nohtom pritisnemo in ne boli, tam bodo dolgoročno zagotovo problemi. In ko govorimo o protezi, je najbrž enako, a rečemo, zdaj pa imamo protezo, zdaj smo pa dobri za naslednjih 50 let. Nažalost ne. Vedeti moramo, da v ustih so vedno spremembe, in je te proteze priporočljivo podlagati, sploh če gre za neke delne proteze, ki so sidrane na zobe, se pravi, da imamo v ustih recimo 5-6 zob in se na te zobe proteza pripne in to se lahko naredi tako, da se nobenih zapor ne vidi, da ko se človek nasmeji, mi ne moramo niti opaziti, da ima protezo, kje je meja med njegovimi zobmi in protezo. Ampak pomembno je, da se to naleganje proteze na ustno sluznico in dlesen preverja in po potrebi, da se proteza podlaga, zato da se proteza na enem mestu ne poseda in vrti in s tem povzroča mehansko utrujenost teh polzil, na katerih sloni na zobu. Tako da v vsakem primeru so potrebne redne kontrole. Dokler imamo mi še nekaj zob v ustih, je tudi za tiste treba redno skrbeti, jih čistiti. Tudi če so s prevlekam oblečene, še vedno je to biološki del, ni vse umetno, ampak je korenina je še vedno naša in je treba za ta zobni vrat skrbeti. Proteze se lahko konec koncev tudi obrabijo. To je bilo moje naslednje vprašanje. Se lahko tudi obrabijo. Zobje v protezi so mehki, prav je, da so mehki
in se z leti rabijo in če druga ne, se lahko zamenjajo zobje, če ne kar cela proteza, a ne. Ker z leti tudi oksidira z uporabo teh, bom rekel, tablet za čiščenje proteze, a ne, se sproščajo tudi te kisikovi radikali, ki na dolgi rok tudi material oksidirajo, da se spremeni barva in ponavadi imajo potem po 5-10 letih željo tudi protezo zamenjati, medtem ko so nekateri zadovoljni s to protezo tudi po 20 let in prav zanimivo je, kako so te nekatere proteze za nas popolnoma nestabilne, pacienti se pa navadijo z njimi funkcionirati in so navajeni in zadovoljni, zato ker gre situacija iz slabega na slabše, ampak oni se to počasi privajajo in včasih predolgo vztrajajo situacijo, ko bi jim lahko pomagali, no. Dr. Robič iz Zobozdravstvenega centra Diamant je z nami in zdaj je prava priložnost, če imate še kakšno vprašanje zanj, da se opogumite in pokličete, kajti oddajo bomo čez nekaj trenutkov končali. Do takrat pa morda še tole vprašanje. Ko imamo enkrat totalno protezo, kakšen je to občutek v ustih? Ne, vi pravite, da se pacienti počasi navajajo. Poznam ljudi, ki se, kolikor vem, nikoli ne navadijo in nekateri, ki odlično živijo s protezami. Kakšen je to občutek v ustih? Si znamo sploh predstavljati? Če pokažemo sliko totalne proteze, bomo videli, da je to en kos plastike, ki ga damo v usta, to je dejstvo, ki prekrije celo nebo in tudi zapolne ustno votlino. Ampak sreča je, da ta totalna proteza nadomesti naravna zobna tkiva. Ko grejo zobje ven, se dlesn skrči in ta skrček dlesni vpliva na položaj ustnice. Sploh pri ženskah je to problem, ker se začnejo pojavljati gubice in zaradi izgube volumna. In s totalno protezo mi vsilimo v vestibulum, v ta ustni preddvor protezo, ki podpre ustnico in s tem tudi žensko polepšamo, a ne. Tako da pravilno izdelana totalna proteza nam tudi obliko obraza spremeni na tisto, ki smo jo imeli pred izgubo zob. Sem prepričana, da je to marsikateri gledalki bila zdaj dobrodošla informacija. Dober večer še nekomu. Dober večer. Dober večer. Jaz bi pa imela eno vprašanje za zgornjo protezo. Lahko, da ste že prej povedali, pa nisem gledala oddaje. Namreč za vsadke pa potem, da pride proteza na to. Ja. Koliko je potrebnih vsadkov, gre pa v bistvu za celo zgornjo čeljust. Okay. Hvala lepa, lahko noč. Tako, za celo zgornjo čeljust potrebujemo 4 vsadke. Nove študije kažejo, da je 4 dovolj, včasih so predlagalo 6, da je potrebno jih 6, včasih so jih delali celo 8 pa 10. Danes se kaže o tem, da je 4 dovolj, to je tudi cenovno, bom rekel, dosti dostopno, ampak povsem dovolj. In potem se na take 4 implantate privijači takšna hibridna proteza, če lahko približamo, se bo videlo, to je proteza na 4 vsadkih, brez neba. Dobra stran tega je, da lahko to pacient dobi takoj, po vstavitvi vsadkov naslednji dan dobi takšno protezo, ki se privijači in neprimerno izboljša kvaliteto življenja. Tukaj imam neke primere potem takih mostičkov keramičnih recimo na 6 implantatih, še eno starejše delo. Veliko, bom rekel, je tudi zmot glede tega. Pacienti mislijo, da je boljše, če si dajo 6 implantatov, zato ker če eden odpove, da bo drugih 5 držalo, kar je sicer res, ampak naša sodobna filozofija je ta, da se da čim manj implantatov, zato ker je lažje izčistiti 4 implantate kot 6. In za 4 implantate je praktično vedno dovolj kosti. 2 damo spredaj, 2 damo zadaj. Če ni kosti v čeljustnici, se da v eno drugo kost zadaj ali v ličnico. Skratka, praktično skoraj vedno oziroma v zelo redkih primerih je, da se ne bi dalo narediti. To je bolj zaradi kakšnih drugih bolezni, resnih bolezni, ne zaradi nekih manjših. Tako da tu je rešitev in to je neka sodobna rešitev. V sodobnem svetu se za totalne proteze načeloma delajo zelo malo
niti ne kot imediatne, te kot se pravi zobe izpulimo in damo totalno protezo. Danes gre vse v to smer, da se takoj po izgubi zob le-te nadomestijo z zobnimi vsadki, implantati in da se na njih naredi neke, bom rekel, želja je po fiksnih konstrukcijah. Ne. Varianta je tudi na implantatih narediti protezo, ki je na klik pritrjena. Lahko pokažemo na primer eno sliko, kako izgleda proteza pritrjena na klik na implantate. Tu gre za podobno stvar kot pri fiksnih, s tem, da lahko pacient zobe vzame ven. Ko jih pa vzame ven, vidimo pa, da ima v ustih kot neke 4 zlate lokatorje, mi rečemo. V zgornji čeljusti so potrebni 4, v spodnji so 2. Takšna ima spet neke svoje prednosti. Morda je malenkost cenejša, bi pa rekel, da si vsi bolj želijo fiksnih. Slišati je, da nekatere proteze nimajo zadostnega ali pa dovolj dobrega sidranja in zato potem pacienti niso zadovoljni z njimi. Kaj s tem? Ja, to je res, treba je preveriti, če je izkoriščena vsa anatomska podpora, ki jo lahko ima proteza, se pravi čeljustni greben, tubri, razne poličke. Včasih se pač ne da narediti in v takem primeru se pač potem naredi proteza na implantatih ali na neki gredi. Lahko potem pokažemo tudi sliko, zdaj pa mogoče sprejmemo še en telefonski klic. Dober večer komu, da nas ne boste predolgo čakali. Dober večer. Pozdravljeni, povejte, kaj vas zanima? Ja, tukaj Postojne kličem. Glejte, mene samo to zanima. Jaz sem gornjo protezo, sicer imela sem tudi implantant, ampak bila sem prepričana, pač, da imam tele desni pretanke in po 2 letih sem mogla tale implantant vršiti. Izpult ven, od domače povedano. Ne? Imeli ste, se opravičujem, da vas prekinjam, a imeli ste samo en implantat? Na 4. Ja. Mislim, na vsaki strani 2. Ampak sem bila tako tanka, da mi pač ni bilo na pritisk narejeno, ne na, kako bi rekla, na drukarje po domače. Ne? Ja. To ni bilo, je bilo narejeno na celotno protezo, bi rekla, tudi na nebo. Ne? In to mi ni držalo, enostavno mi je padalo dol, potem sem imela celo vnetje tega in so mi mogli potli, kirurg mi mogel tole odstraniti. Potem po toliko času sem pa tole malo ukrevala in potem so mi naredili to protezo. Ne? Zdaj me pa tam to zanima, ta proteza mi je zdaj vse ok, ampak kadar jem na žlico, recimo mi drži gor brez kaj, da bi rabila neki, kako bi rekla, da mi napade dol, ker pa jem drugo, malo trda stvar, recimo meso ali kaj takšnega, pa mi čez ene strani se mi mogoče ne znam, se nisem čeprav prilagodila temu, ker ne vem, kako bi to zdaj tole uredila, da mi ne bi padalo. Zdaj me pa sam to zanima, se dan je tole lepilo korega, a to pa mogoče škoduje dlesni, če se to dalj časa uporablja, ali je to neškodljivo? Ne. Hvala za vprašanje. Lepa. Ja. Lahko noč. Ja, to me pač žalosti, ko slišim tak primer. Gospa pravi, že vse ni bilo v redu narejeno. Je imela implantate, na katere se proteza ni pritrdila, bila je proteza z nebom, ki ni držala, vsadke so mogli odstraniti. Skratka, kaj je zdaj problema? Vsaka nova stvar, ki se začenja delati, je prepogosto problem, ne samo na našem področju, ampak povsod, da se včasih lotijo ljudje s pomanjkljivim znanjem. In tu je bilo narejene po vrsti očitno več napak. Ni bila kirurška faza v redu narejena, ni bila protetična, na koncu ni bilo zadovoljstva, na koncu je bil pa še problem, da je mogla gospa te implantate odstraniti. Zdaj ima protezo, ki je ne more nositi in veliko je bilo sploh v preteklosti popularno hoditi v
ta dentalni turizem ali v sosednje države ali celo ne v sosednje, ampak še 2 ali 3 države dlje. Potem, ko so bili problemi z vnetji, so se nekaj časa vozili sem pa tja, na to so pač obupali, dali vse ven in tu ostane ta grenek priokus. Ljudje povejo naprej in ljudje je potem strah. Ko zdaj so recimo, ne vem koliko gledalcev slišalo za njen problem, se ustrašijo. Ampak tu je problem, da vse po vrsti očitno ni bilo narejeno tako, kot bi moralo biti. In zdaj pri gospe je pristala na totalni protezi, ki je morda zaradi podpore kosti, ki se je izgubila zaradi teh vnetih implantatov in zaradi odstranjevanja implantatov ne more nositi, ali pa že v osnovi ni bilo teh pogojev, ali pa proteza spet ni narejena idealno. Zdaj sama ta pasta za pritrditev proteze dlesnim ne škoduje, to jo moram pomiriti. Edini problem je, da ta pasta na dolgi rok spet nekaj stane, ni prijetna zaradi samega okusa in situacija ne bo boljša. Tako da jaz predlagam, da se pogleda najprej ta proteza, če se lahko ali gris uskladi ali samo sesanje proteze izboljša. Mi je pa žal, ko slišim za take primere, da ima v takem času toliko problemov. Kaj reči torej optimističnega za konec oddaje na temo protez? Da se marsikaj da pravočasno urediti? Tako, vse se da urediti. Tudi gospe, ki je že izgubila neke stare implantate, tudi za njo je še vedno, skoraj vedno opcija, da dobi spet nove implantate na drugih mestih, da lahko pride do neke dobre funkcije. Vse pravim, vsak dan se s tem srečujemo, implantati so že toliko let v uporabi, da so se že začeli neki problemi, na katerih se učimo in jih tudi rešujemo. Tako da ni nič neobičajnega, če pridejo k nam tudi s problemi, ki so jih pač pridelali zaradi nekih težav v preteklosti. Tako da tudi tu ne sme biti ljudi strah, morajo priti na začetku z prvim vnetjem ob implantatu, ker lahko še mi kaj rešimo, ko pride enkrat tako daleč, da se vsa kost izgubi, nimamo pa kaj več narediti. Hvala lepa, dr. Robič, me je veselilo. Tudi mene. Hvala vam. Znova vabljeni v našo družbo prihodnjo sredo ob 20. Nasvidenje in lahko noč.